Živijo punce! Danes v tem videu vam bom pokazala, kako bi se jaz, če bi še vedno hodila v šolo, uredila od make-upa, pričeske in tudi outfit pride na koncu. Zdaj, jaz ne hodim več v šolo, približno 1 leto je od tega, odkar sem diplomirala in sem nazadnje sedela v klopeh. Ampak ne glede na to, še vedno se spomnim, kaj je bilo meni pomembno, ko sem sedela v klopeh in dobivala dobre ocene. Z eno besedo, če bi mogla opisati, je moj stil za šolo vedno bil udoben in to už danes videla tudi v tem videu, torej od make-upa do frizure, do oblek, vse mora biti udobno, zaradi tega, da nas nič ne ovira pri naših najboljših ocenah in zato, da lahko rasturamo in smo najboljše, ne samo lepe, ampak tudi pametne. In še ena misel, preden začnemo, ki se tudi nekako navezuje na šolo oziroma na nove začetke, na nove prelomnice in je povezana z telimi odrgninami in poškodbami. Včeraj sem šla teč, padla na pesku, ne zgleda lepo, ampak v življenju je pomembno, da kljub vsem padcom, ki nam jih življenje zada, da se poberemo in gremo naprej. To me je v glavi tudi ti, ko se začne šolsko leto, ne glede na to, koliko ti bo težko, koliko bo učiteljica mogoče cmotana oziroma mogoče testi težki. Samo vztrajati je treba in se truditi in nikoli obupati, okej? Tako da to sem mislila nasloviti, da ja, ne bo čuden, zakaj so moje roke take, če se boš spraševala vmes, zdaj veš. In brez česarkoli dodatnega, začnimo. Začnemo pri make-upu. Jaz uporabljam vedno pod svojim make-upom kremo. Danes bom uporabila takšno kremco, ki ima vse malenkost tega zdravila proti aknam. Meni zelo pomaga in je moj obraz torej na teh predelih po licih oziroma vzdolž lic veliko boljši, manj izbruha aken doživljam, tako da sem tej kremci izredno hvaležna. In vse, kar bom danes uporabila v tem videu, boš lahko prebrala v spodnji pasici z enim klikom, tako da če te zanima bolj podrobno, za kakšen izdelek gre, najdeš tam, okej? Okej, ko kremo vtapkam s prsti na svoj obraz, je na vrsti podlaga. Zdaj, rdeča nit make-upa bo, da je make-up udoben in hkrati enostaven, zato tudi sami izdelki ne bojo težki za našo kožo in nič ne bomo komplicirale. Vse, kar hočemo narediti, je torej v teh naših 5 minutah, ki jih imamo, poskrbeti, da izgledamo sveže, zbujeno in nič ne sme biti preveč. Zakaj? Zato, ker hočeš, da ti je v šoli udobno. Tako da jaz sem danes uporabila baby kremico. Baby kremice so super zadeve, zaradi tega, ker so lahkotnejše na našem obrazu in ne naredijo fasade, hkrati pa vse skupaj izpade zelo lepo naravno. Jaz uporabljam danes tole čudovito stvarco in še enkrat vse skupaj, zakaj gre, bo v description boxu. Tako, mislim, da je to čisto dovolj in vse skupaj bi lahko nič komplicirala in razmazala z rokami, ampak zaradi higieničnosti in zaradi tega, da kaj ne prenesem na svoj obraz, bom vseeno vzela čopič in dejansko samo enakomerno, nežno razmazala po celotnem obrazu kremo, baby kremo. Naslednja stvar so naši podočnjaki, seveda, ker za v šole ostajamo kar zgodaj, želimo izgledati vseeno zbujene in sveže, zato bo poskrbel korektor. Jaz sem danes uporabila kar tole paletko in tudi na vsaki barvi piše, zakaj je čemu namenjena. Jaz sem uporabila tole rozasto in pa bež, torej zaradi tega, ker hočem vse skupaj osvetliti in tudi malenkost prekriti, okej? Super, zdaj smo veliko bolj sveže, bomo rekli temu, in na vrsti je, da rahlo zapolnimo naše obrvi. Moje obrvi so, kot vidiš, svetle in nepoudarjene. Če imaš sama močne obrvi, tega koraka praktično ne potrebuješ, jaz na drugi strani ga nujno potrebujem. Točno to. Ko so obrvi na mestu, je na vrsti maskara. Prepriči se, da izbereš dobro maskaro, ker zjutraj nimamo časa, da si delamo eyeliner črto, niti da damo karkoli na veke. Tako da vse, kar te bo rešil, da bojo tvoji očki bolj odprti in bolj zbojeni, bo ena dobra maskara. Jaz danes uporabljam od Pupe njihovo Vamp maskaro in je kar v redu. In jo nanesem na svoje trepalnice kar bogato, okej? Maskaro lahko naneseš komot tudi na spodnje trepalnice, ne bo nič škodilo, samo tvoji očki bojo bolj odprti in lažje boš lahko mižikala
sošolca. Ali pa 2. Ups. Dobra stran celotnega make-upa je, da ga dosežeš v 5 minutah, ampak še vedno izgledaš čudovito in zbujeno in sveže. Vse, kar rabe za v šolo, ok? Naslednja stvar so naša lička. Predlagam ti, da izbereš tak odtenek oziroma tako rdečilo, ki ima ali roskaste tone oziroma take marelčne tone. Zakaj? Zato, ker ta dva odtenka poskrbita za to, da boš imela tako svežino na licih in boš izpadla spet sveže, zbujeno in čudovito. Jaz danes uporabljam rozasto rdečilo in vse, kar naredim, je, da se nasmehnem, zato da lička skočijo ven in tam tudi nežno pobrišem. V sekundi sem zardela. Nadaljujemo z usti, to je tudi naš zadnji korak in za usta imam sama najrajš 2 alternativi, oziroma sem v šoli imela najrajš 2 alternativi. Prva zadeva je balzam. Zakaj je super? Je zato, ker so tvoja usta dolg časa navlažena in ne zategujete in izredno prijeten občutek na ustih pusti, tako da lahko izbereš ali tega. Sicer je res, da balzam ne pusti nič barve, ampak tukaj imam potem še drugo alternativo za tiste punce, ki bi želele vseeno malenkost, malo več barve na svojih ustih. In tukaj je od Essensa taka mat šminkica oziroma mat lip gloss in vse, kar narediš, je nežno pobrišeš po ustih, s čimer bo tvoj make-up tudi končan. Pri laseh je najpomembnejše spet udobje in jaz sama sem rada imela, sedaj ker sem si vse pisala, sama sem si pisala, delala zapiske, sem rada imela svoje lase nekako spete, če že ne z špangico, pa saj v čop, oziroma največkrat v čop. Sploh, če si dolgolaska, potem veš, o čem govorim, lasje ti znajo padati med pisanjem naprej in zakaj bi se matrala, če ni treba? Zdaj, res je, da čop ni najbolj glamurozna frizura, največkrat jo naredimo takrat, ko preprosto samo hočemo umakniti lase iz obraza, ampak čop je lahko tudi zabaven in ga lahko sama popestriš s temi zanimivimi elastikami. Kje sem jaz dobila svoje, bom pustila v spodnji pasici. Dobiš jih lahko tako v trgovini kot tudi na spletu, tako da absolutno, če te zanima, pobrskaj, so izredno ugodne in cute. In jaz bom danes na svojih laseh uporabila emojija. Smiley bo popestril celotno zadevo in tudi tist, ki bo sedel za mano v klopi, bo imel razlog, da se nasmehne. Ok, tudi oblačila so izredno udobna. Rdeča nit je džins in vse skupaj sem ohranila izredno minimalistično. Bela majčka, rokovnik, cute dodatki, kot so nahrbtnik in emoji elastika. Obutev so teniske, džinsike so raztrgane, Jackie je tudi džins in tudi malenkost raztrgan, da se še vedno vidi, da smo cool, tega tudi oblečem, v primeru, da bo hladno. In to je to, zdaj pa v šolo. Srečno vsem, ki greste.